Ja, še enkrat lep pozdrav v dobri družbi s Konjskega vrha, tule z mano Mance Košir, tam v ozadju Jana in pa Žiga. Vas vsi pozdravljamo in se veselimo tokratnega druženja z vami. Sam se vsako leto veselim druženja z Manco v tem počitniškem času, preprosto zato, ker si dava dihati. In to bo tudi tema današnjega druženja, kako pomembno je, da si damo drug drugemu dihati, ko smo skupaj. Manca, mislim, da imaš tukaj ti nekaj sporočil, ki so zelo pomenljiva. To se mi zdi izvrstna tema, ker je ena najbolj pomembnih v našem življenju nasploh, ker večina ljudi ne da dihati ne sama sebi in v posledici tudi drugemu ne. Kajti groza je to, da ljudje hočejo imeti občutek varnosti, na ta način, da vse kontrolirajo, nadzirajo in hočejo imeti svoj prav. Kot si ti rekel, če je kosilo ob 12. Jaz sem danes šele ob 12 zatrhvala, ker je prišel tvoj prijatelj Branko, pa sva se zaklepetala. Pač ne bom šla zatrhvati, če je človeška duša pred mano, ne. Bom z njim, ker vem, kaj je bolj pomembno. In si znam narediti prioritete. In pri tebi mi je tako všeč, ker ne zahtevaš pozornosti, ne rineš v človeka, kaj boš pila, kaj boš jedla. Zato, ker veš, da bom itak sama povedala. Ne, pustiš človeku dihati. Jaz pa tudi tebe vidim enkrat na dan, čas dvakrat, ker ko greš ti spat, se je šele dobro zbudim, ne. Zjutraj, ko si ti že pri hobili, jaz najbolj trdno spim in vendarle nenehno čutim to bližino. In ta bližina pa pride od svetega duha, ki je tudi dih. Tako je. In navdih, kot za tele srčnice, je od duha. In ta bližina, ki ne potrebuje dihanja za vrat, je tudi od duha, ker nas povezuje nekaj presežnega, nekaj drugega, ne rinjenje v drugega, ampak ena duhovna bližina, ki ima posrednika, ki ima dve roki, levo in desno roko nekoga, ki tebe drži za eno, mene za drugo, pa je ne vidim, ampak diha skozi naju. In ta dih, to je sveti dih. In mene to tako navdušuje in sem vedno znova očarana in sem srečna, vam povem, ker sem pred mnogimi leti razrešila naslednjo dilemo. Jaz sem bila tudi ena od tistih matematičarka, gospa profesor, hoče imeti prav, ne? In potem sem ugotovila, ali naj imam prav, ali naj bom srečna. In sem se odločila, da sem raje srečna. Odlično. In sem to spustila. In umiranje je v bistvu spuščanje. In ko pride smrt, moramo spustiti vse. In stari Grki so rekli, da je filozofija priprava na smrt. To pomeni, da moramo mi se učiti spuščati sleherni dan in se učiti dihati s tem božjim dihom. In zato je meni Sveto pismo, ne knjiga zgodovine, se ti upravičujem, Hadley, ampak knjiga modrosti. In ko je Jezus dihnil vanje svoj dih, je dihnil Svetega Duha. Tako je. In ta dih se zdi meni nekaj najlepšega na tem svetu. In vem, da ko izdihnemo, nekje drugje vdihnemo. Ta isti dih. Isti dih je, ja. Moja definicija Boga je sicer moja bit, v biti pisano z veliko biti, vseh biti. Zdaj pa sem, ko si to pripovedovala, je prišel preblisk. Moj dih
v dihu vseh dihajočih. Tako je. Ja. In zakaj je to tako pomembno, Harli? Ker ta zahodni svet uničuje antropocentrizem in antropoceno naravnan domišljav pohlepen človek. Če pa mi vzamemo dih, kot to skupno, moramo spoštovati vse, kar diha. Diha tudi naša hrapra, diha žival, dihajo rastline, dihajo drevesa. Jaz joham, ko gledam ta drevesa, ki so padla. Ne? Diha trava, vse diha. In mi smo dolžni zaščititi ta dih. Diha in krhek otrok, diha ob nemogu star človek. In mi smo na svetu zato, da objemamo ta dih, da krepimo ta dih. In etičnost diha je naša etična zaveza in dolžnost. Ja. Biti v dihu, ne? To je v Ja. tem Božjem duhu, ki nas po svoje nas osvobaja, ne? Nas svetli, zato je rekel Jezus, ne? Prva zapoved, ljubite Boga, dajte se najprej ljubiti, odprite se v ta dih, pisano z veliko, in potem pojdi in ljubi, ker boš bližnje srečeval v duhu in v njihovi osebni zgodbi, osebni resničnosti. In potem ta drugost in drugačnost ni nekaj, kar te bega, kar te plaši, ker ne misli glih tako kot jaz, ker ima neko svojo resničnost, ampak bo ta dih, Božji dih omogočil, da bomo vstopili v tej raznolikosti, v koncept igrivosti. Hafis, ne? Bog se skrije v raznolikost, da je lahko, lahko igriv. In tega diha, ki nas celi v celovito osebo telesa, duše in duha, ta dih je lahkoten, ta dih prinaša radost, ta dih ima humor. Ja. Ne? In to tudi v naravi vidimo, koliko je humorja in veselja. Vsaka živalca se rada igra. Ne? Si opazila, kapta je zdaj? Posluša. Kapra posluša, to je modra žival. Ja, zelo. In zato je to, kar ti tako rad poudarjaš, ta igrivost ključna. Ja. In ko mi nekaj z igro in s humorjem obravnavamo, to zgubi težo, Ja. to zgubi resnost. In ko mi sami sebe ne jemljemo več tako zares, lahko šele globoko zadihamo in pustimo drugim ljudem dihati. Ja. In vsem živalcem in rastlinam dihajmo. Ja, in potem je ta raznolikost misli, ja, to je potem tisto bogastvo, je zanimivost življenja. Vsak človek ti postane zanimiv v svoji zgodbi, v svoji osebni resničnosti, ki se te dotika, ampak obenem pa išče tudi on tvojo osebno resničnost, da je lahko te igrivosti dopolnjuje. Vse to je ta skrivnost Svete Trojice, ne, ki je povedana zelo po človeško, Oče, Sin, ampak in Sveti Duh, Ki je dih. tak je dih. Ja. Ki ta dih povezuje Očeta in Sina, se oba dihata. In ta dih povezuje naju dva, Ja. zdaj tukaj. Ja. In ta dih, ne, je zato tako dragocen, ker vsak diha v svojem ritmu. Ne dihata dva na enak način, ampak se pa zgodi milost, ko zadihamo v istem ritmu. In zato sem jaz tako rada mnoga leta spremljala umirajoče, da sem opazovala njihov dih in sem začela dihati v takem ritmu kot oni. In ker nisem mogla več tako dihati kot oni, ker so začeli dihati, da so blazno vdihnili, pa pol nekaj časa niso dihali, pa smislu, da so že mrtvi. Pa so tako, sem vedela, da prihaja čas smrti. In tako sem se prek njihovega diha naučila poslavljanja in te modrosti, kako nas dih zapušča, da bomo tam čez vdihnili na novo in Ja, drugače. globoko vdihne. Ja. V tisto polnost, v kateri Ja. je čista uresničenost, v igrivosti, raznolikosti. Manca, To kaj je bo, sveti duh in sveti dih. ja, kaj bova rekla za konec, v pozdrav? Ja, blagož vam,
če imate tako dobro knjižnico. Kajti knjižnica je sveti prostor dihanja, Ja. ker mi z vsako knjigo dihamo. Ker če ne dihamo z njo, je nismo zares Tako je. prebrali. Ja. In zato je ta knjižna kazalka, ki meni tako všeč, kdor bere, živi 1000 življenj, ker diha na 1000 različnih načinov. Hura za branje in za našo knjižnico. Izkoristimo tudi počitniški čas, da bomo dihali na številne načine. Ja. Lep pozdrav s Konjskega vrha. Lepe počitniške dni, srečno. Srečno.